Lep pozdrav vsem udeležencem uvodne konference na projektu. Zaposlen sem na šolskem centru Novo mesto kot predavatelj na višji strokovni šoli. Predavam strokovne predmete na programu elektrotehnika. Na projektu bomo sodelovali v vseh delovnih paketih. Osebno bom vpleten v pripravo učnih modelov kombiniranega učenja in strategij kombiniranega učenja. V nadaljevanju sem pripravil kratko predstavitev o tem, kakšne so lahko naša realna pričakovanja na projektu. Današnjo predstavitev lahko strnim v 4 točke. Najprej bom predstavil 3 okolja, ki jih že uporabljamo ali jih uvajamo v učni proces. Namen te predstavitve je, da poudarim, kakšna je celovitost in kompleksnost okolij, ki so že izdelana. Potem bom spregovoril o tem, kakšne so možnosti, da taka okolja izdelamo sami in kakšne so možnosti, da jih preprosto pričnemo uporabljati. Na koncu bom strnil predstavitev s priložnostmi, ki jih prinašajo takšna okolja za kombinirano učenje. Lansko leto smo skupaj s CPI in partnerji na projektu pripravili program za izpopolnjevanje strokovnjakov za inštalacije v pametnih zgradbah in pri organizaciji izvajanja programa se je zastavilo vprašanje, kako izvajati laboratorijske vaje, ker je cena tovrstne opreme precej draga, poleg tega pa potrebujete kar nekaj kompletov, zato da lahko sočasno izvajate isto vajo z različnimi skupinami, z več skupinami študentov. In kot ena izmed možnosti se je ponudila tale simulacijska oprema, ki jo prikazujem v nadaljevanju. Torej v katalogih proizvajalcev izberete komponente, si jih ogledate, pogledate njihove parametre, jih namečete na omizje, uredite in nato sledi kreiranje električnih povezav. Potem, ko povezave izvedete do konca, preizkusite delovanje vseh tokokrogov in potem sledi parametriranje pametne inštalacije. Parametriranje se izvaja s posebno programsko opremo, ki je virtualno povezana s simulacijskim okoljem. V njej sprogramirate vse scene, kako naj bi pametna inštalacija delovala, in potem te scene, ko prenesete program na pametno inštalacijo, tudi preizkusite. V tej programski opremi je možno tudi dodajati nadzor na daljavo preko mobilne aplikacije in tudi zgraditi večje sisteme pametnih inštalacij, kjer imamo tukaj primer recimo krmiljenja razsvetljave, pa krmiljenja senčenja in ogrevanja. Pri predmetu sistemi vodenja procesov 2 smo že do sedaj uporabljali programsko opremo proizvajalca robotov ABB za načrtovanje nalog v robotskem prostoru. Tukaj prikazujem eno aplikacijo za zlaganje paketov na paleto. Ko paket pride do mesta za prevzem, se tekoči trak ustavi in takrat je potrebno paket prevzeti in ga odložiti na paleto. V tem programskem okolju lahko načrtujete trajektorijo gibanja robota. To trajektorijo preizkusite, potem sledi načrtovanje krmiljenja programa robotov s pomočjo digitalnih vhodov, ki dajo informacijo, kje je paket, in krmiljenje prijemala robota. Nato je potrebno popraviti še program na krmilniku robota, da ga pošljete po načrtovani poti. In na koncu, ko program popravite, preizkusite delovanje končne rešitve. Za ta zadnji primer, ki prikazuje simulacijo CNC Reskarja, je bil program za izvajanje reskanja pripravljen v programskem okolju Sinumeric Operate. Ta program je bil potem prenesen na model realnega stroja in video prikazuje izvajanje reskanja na tem stroju. Torej, v primeru, da bi tak reskar
dejansko imeli bi ta program na tem fizičnem reskerju potekal enako kot na tem posnetku, le da bi za njegov nakup potrebovali kar precej denarja. Trije prikazani primeri so samo podlaga za razmišljanje, ki ga želim podati v nadaljevanju. Torej, glede potrebe menim, da bi potreba za izdelavo orodij morala izhajati iz operativnih ciljih, ki jih imamo zapisane v katalogih znanj. Pričakujem, da bomo na projektu za izbrane kataloge raziskali, katera simulacijska orodja so za doseganje operativnih ciljev najbolj primerna. Glede izdelave bi zastavil 3 retorična vprašanja. Najprej, ali je vsak srednješolski učitelj v poklicnem izobraževanju napisal svojo knjigo za tisti predmet, ki ga izvaja? Ali si učitelji izdelajo ali pa izdelamo učila sami? Ali smo si inženirji simulacijska orodja izdelali sami? Torej, v vseh 3 primerih je moj odgovor večkrat ne kot ja. In tudi, če že inženirji izdelamo neka simulacijska orodja, je potem njihova uporabniška prijaznost za druge dokaj nizka, ker se ne potrudimo in ne napišemo navodil za njihovo uporabo. Torej, ne pričakujem, da bomo na projektu izdelali neka simulacijska orodja, ki bodo imela širšo uporabno vrednost za kombinirano učenje, vsaj na področju tehnike ne. Glede uporabe pa menim, da učitelji že zdaj uporabljamo različne vire in dostopna orodja pri svojem delu in ključno je samo, da izvemo za prava orodja in da imamo možnost, da se naučimo njihove uporabe. Torej, pričakujem, da bomo poiskali primerna orodja in pokazali primere dobre prakse njihovega uvajanja in mogoče bomo pripravili tudi platformo, v katero lahko vgradimo nekatera simulacijska orodja, ampak ključno pa je, da moramo zagotoviti polnjenje te platforme tudi potem, ko bo projekt enkrat zaključen. Za konec še nekaj o priložnostih, ki jih prinaša kombinirano učenje. Torej, z uporabo simulacijskih orodij je tehnologija postala dostopna tako kot še nikoli prej. In epidemija nam je pripomogla v veliki meri, ker so se podjetja tudi nekoliko odprla in ponudila različna simulacijska orodja uporabnikom. Torej, če razmišljam samo o prednostih za naš šolski center. Torej, pri nas je prostorska stiska velika in vkolikor bi imeli še več opreme, bi bile težave s prostori za skladiščenje še večje. Oprema ni prenosljiva, praviloma je vedno vezana na nek laboratorij, kar otežuje organizacijo urnikov. Izposojanje opreme je oteženo in ker imamo opreme premalo, običajno izvajamo neke vaje v obliki kroženja in ne vodenih vaj v smislu, da vsi študenti ali dijaki izvajajo hkrati isto vajo. In iz tega vidika je izvajanje laboratorijskih vaj v taki skupini precej zahtevno. Poleg tega je varnost z vidika varnosti in zdravja pri delu velika in veselim se knjižnice orodij, ki bi jih lahko uporabljali inženirji pri izvajanju kombiniranega učenja na področju tehnike. Torej, še vedno so neki pomisleki zraven, torej, vkolikor nekdo ves čas uporablja samo simulacijska orodja, malo izgubi stik z realnostjo, ne zaveda se velike odgovornosti, kaj se zgodi takrat, ko na stroju pritisne na zeleni gumb, hkrati pa recimo mogoče izgublja nekaj sposobnosti predstave, abstraktnega razmišljanja in vkolikor se zanesemo samo na simulacijska okolja, potem zagotovo v poklicih ne bomo razvijali ročnih spretnosti. Hvala lepa za vašo pozornost in uspešno konferenco vsem udeležencem še naprej.